Kot je prej generalni direktor omenil, se je v lanskem letu smo imeli, oziroma v letošnjem letu smo imeli kar nekaj izzivov pred nami. Že sama struktura trga in stanje na trgu, nasplošno v naši državi, je tako, da zahteva od vseh ponudnikov, katerihkoli proizvodov ali pa storitev, kar široko razmišljanje in prilagoditev. Mi smo šli bodisi v to, da širimo našo ponudbo s proizvodi, kot v to, da poskrbimo za prihranke. To je bilo naše glavno vodilo. Namreč samo na tak način, da našim strankam in potencialnim novim strankam zagotovimo in ponudimo nek plus, nek prihranek, smo v tem videli možnost, da našo prodajo širimo. In smatramo, da nam je to uspelo. Kako in na katerih področjih? Se pravi, preko inovacij, novih proizvodov, preko varnosti in zanesljivosti dobave, kot je bilo prej omenjeno, to je pač naša glavna odlika in prvo vodilo našega poslovanja, preko prihrankov, kot sem prej omenil, in ravno preko prihrankov do tega, da dosežemo nižje stroške za ogrevanje pri naših strankah. Bi kar začeli potem z predstavitvijo kogeneracije, o kateri govorimo že vrsto let, letos pa je končno dosegla pravi razmah. Butanplin je namreč ekskluzivni dobavitelj kogeneracijskih naprav EC Power, to so mikrokogeneracije, vrhunska tehnologija, vrhunska proizvodnja. Mi smo v letošnjem letu ocenimo dosegli skoraj 40% tržni delež, da bom točen, 37,8 tržni delež na mikrokogeneracijah, kar smatramo kot velik uspeh. Na tem področju smo dejavnosti v zadnjem obdobju še ojačili in računamo, da bo prihodnje leto najmanj tako uspešno, kot je bilo letošnje leto. Naslednje področje, ki smo mu dali kar nekaj poudarka v letošnjem letu, je avtoplin. Preko naših 2 prodajnih mest v Ljubljani in v Izoli in 8 prodajnih mest OMV-ja smo dosegli natanko 57% dvig prodaje, kar nas uvršča med vodilne na tem področju. In tudi tukaj računamo, da bomo v prihodnjih letih našo mrežo širili. Naj poudarim še enkrat, na tem področju in po povratnih informacijah naših strank nas odlikuje bodisi zelo konkurenčna cena, ne pa na račun kakovosti plina. Če vzamemo poštev odgovore na naše ankete, naših odjemalcev, rednih odjemalcev, je naš plin ocenjen kot najboljši na trgu. In to tudi zelo pomeni, koliko mi vlagamo pač v naše proizvode. Še tretji kanal, to so udobni prihranki. Mi smo namreč v lanskem letu dali na trg pakete. Paketi so sestavljeni iz UNP-ja v kombinaciji z alternativnimi energetskimi rešitvami. Predvsem govorimo o kombinaciji UNP-ja in toplotnih črpalk, zamenjave kondenzacijskih peči, sanitarnih toplotnih črpalk in kaminov na pelete. Kje je skrivnost prodaje teh proizvodov? Vsa v prihranku. Namreč stranke iščejo prihranke, kako lahko ponudimo prihranke. Mi namreč skušamo skupaj ponujati bodisi udobnost, ki jo UNP neizpodbitno ponuja, z prihranki, ki jo pač rešitve, kot je toplotna črpalka ali pa peleti, zagotovijo na nivoju stroškov. To nam kar uspeva, na tej poti bomo še nadaljevali in si nadejamo kar dobrih rezultatov v prihodnjih letih. Bodisi, kot to ponujamo našim strankam, kar smo delali prioritetno v zadnjem obdobju, kot pri iskanju novih strank, v kar se spuščamo letos in v prihodnjih letih. Prej sem že omenil avtoplin. Tukaj ne bi se ponavljal. Rad pa bi poudaril to, da je še mogoče četrti segment, kjer dosegamo kar dobre uspehe, naša trgovina.
Mi smo prevzeli trgovino pred več kot 3 leti, smo verjeli v prodajo, v malo prodajo proizvodov, ki so vezani na UNP in na splošno na plin. In ugotavljamo, da so stranke za našo storitvijo zadovoljne. Letos ponujamo po novem pelete. Ne samo, se pravi, našim obstoječim strankam na ogrevanju in strankam na jeklenkah, ampak tudi strankam v naši maloprodaji. No, maloprodaja je 4. segment, ki je nam dal letos kar dobre rezultate in na katerega računamo tudi v prihodnjih letih.